Ok, gremo! Danes si podrobneje ogledamo en res poseben dogodek v živo. Tak, ki je popolnoma zabrisal mejo med tistimi na odru in tistimi v občinstvu. To ni bila samo neka igra, ne. To je bil pravi eksperiment. Govorimo seveda o eventu Vzemi ali pusti. In ja, kdo bi lahko bolje povzel vso to energijo kot pa sam gostitelj, Pero Martić. Tale njegov klic, let's go baby, to ni bil samo en navaden pozdrav, veste. To je bila obljuba surove energije in, ja, presenečenj, ki so šele prihajala. Torej, kaj nas čaka? Čisto na hitro. Najprej pogledamo, kako je bil celoten dogodek sploh postavljen. Potem seveda pravila igre. Sledijo influencerji v akciji, pa najbolj dramatični trenutki in za konec pika na i, ko je priložnost dobil nekdo iz občinstva. Že smo pri prvi točki. Poglejte, tole je bilo več kot samo nek šov. Velika razlika je bila v tem, da ni šlo samo za nek stream, ki ga gledaš na platnu, ne. Vse skupaj se je dogajalo v živo, v Odiverzu, v fizičnem prostoru z ljudmi. In to je bistveno, ker se je fokus premaknil iz tistega osamljenega gledanja doma v neko skupno živo izkušnjo. In tukaj je tista genialna poteza, ta mehanika s QR kodo. To ni bil samo nek hec, da bi ljudje pač nekaj počeli. Sploh ne. To je bil mehanizem, ki je vsakega v občinstvu iz pasivnega gledalca spremenil v aktivnega udeleženca. Pomislite, vsak v dvorani je bil naenkrat potencialni tekmovalec. In to je res ključen premik. Dobro, zdaj pa k pravilam, ker če hočemo razumeti vso to dramo, moramo najprej vedeti, kako stvar sploh deluje. Princip je v resnici čist preprost, ampak psihološko, zelo močan. Najprej si izbereš eno škatlo, svojo škatlo, in takoj se na njo navežeš, ne? Potem pa začneš odpirati ostale, eno po eno. In s vsako odprto škatlo se verjetnost spreminja. Vmes pa se oglaša bankir s ponudbami, ki preizkušajo tvoj pogum proti strahu pred izgubo. V resnici sprah ne gre samo za srečo, ampak za to, kako se spopadaš s pritiskom. In kaj je bilo tisto, kar je poganjalo vso to napetost? No, tole. Glavna nagrada ni bil samo denar. Ne, bila je vožnja z Lamborghinijem, vredna 1200 €. In to ni nagrada, ki jo pač zapraviš. To je doživetje, v katerem potem pripoveduješ zgodbe. Zato je bilo vse skupaj tako napeto. Ampak hej, ni šlo samo za Lamborghinija. Dajmo pogledati, kaj vse je bilo še v igri. Od hudega gaming monitorja do romantične večerje, pa miška, majice in, paket zobnih ščetek. Točno ta razpon je ključen, ker ustvarja totalno nepredvidljivost. Vsaka odprta škatla je zato mini drama zase. In seveda, vedno je bila v igri tudi grožnja tiste prazne škatle. Popoln antiklimaks. Dobro, dovolj teorije. Gremo v prakso. Poglejmo, kako so se v tem kaosu sreče in živcev znašli naši influencerji. In rezultati? Ja, pravi vrtiljak čustev. Vortex je sanje o Lambotu hitro zamenjal za torto, Gaja je odšla domov z, recimo, žepnino 42 €. Juš Čop je poslušal občinstvo in si prislužil boksarske rokavice. Mark je poskrbel za svojo dentalno higieno za celo leto. In to je tisto, kar je super pri tem formatu, ne? Tvoj status na socialnih omrežjih tukaj ne pomeni absolutno nič. Vsi so pred škatlami enaki. Vsaka dobra zgodba ima svoj vrhunec, ne? No, tukaj se je vse skupaj zgostilo okoli enega samega vprašanja. Kje je Lamborghini? In situacija je bila res, ampak res kot iz filma. Na odru je ostal samo še zadnji influencer, The Boy Luke. In glavna nagrada, tista vožnja za 1200 €, je bila še vedno v igri. Skrita v eni od preostalih škatel. Si predstavljate? Ves pritisk celega večera je padel na njegova ramena. In potem, po celi seriji odpiranj, se je znašel v situaciji, ki si je ne želiš. 50 proti 50. 2 škatle. V eni roki njegova, tista s srečno številko 4, ki jo je izbral na samem začetku. Pred njim pa zadnja preostala. Vprašanje je bilo, ali bo intuicija premagala golo verjetnost? In tukaj imamo to odločitev, črno na belem. Njegova škatla številka 4 proti škatli številka 12. V eni 42 €, v drugi pa Lamborghini. To je tisti klasičen test, ne? Ali zaupaš svoji prvi odločitvi, tistemu občutku, ali te premami dvom? No, on se je odločil, da ostane zvest svoji srečni številki.
In njegov odziv, mislim, da pove vse. Škoda, škoda. Seveda, v njegovi škatli je bilo tistih 42 evrov. To je tisti trenutek, ko sanje dobesedno razpadejo pred stotinami ljudi. V živo. In tega pač ne moreš zrežirati. In okej, z glavno nagrado izven igre bi si človek mislil, da je konec, ne? Ampak ni bil. Ker zdaj je prišel na vrsto tisti trenutek, ki je bil obljuba celega večera. Trenutek, ko se je moč preselila z odra med občinstvo. In kako točno se je to zgodilo? Poglejmo si pot. Vse se je začelo s tistim skeniranjem QR kodov med rundami. To ni bilo samo enkratno dejanje, ampak stalno sodelovanje. In zato na koncu žreb ni izpadal kot neka naključna loterija, ampak bolj kot zaslužena nagrada za tiste, ki so imeli največ znanja. Ali po sreče, seveda. Kolo sreče se je zavrtelo in se ustavilo. Zmagovalec iz občinstva je Perovič. In kar naenkrat se je en človek iz anonimne množice prelevil v glavno zvezdo večera. Tudi Perovičeva igra je bila napeta in na koncu, ironično, je tudi on dobil 42 evrov. Ampak takrat se je zgodilo nekaj, kar je bilo večje od same igre. Influencer Nuni je čisto spontano stopil do njega in mu dal 100 evrov iz svojega žepa. In v tem trenutku to ni bila več samo igra posameznikov, ampak je postalo nekaj skupnostnega. To je pokazalo, da vrednost takih dogodkov ni samo v nagradah, ampak tudi v povezovanju. In s tem pridemo do končnega vprašanja. Tale vzemi ali pusti je bil očitno več kot samo igra na srečo. Postavlja pa eno zanimivo vprašanje. Ko zabava postane tako interaktivna, ko se meja med nastopajočim in gledalcem praktično izbriše, ali se spremeni samo doživetje, ali pa mogoče energija cele množice res lahko na nek način vpliva tudi na samo srečo.